Kaj, če bi predavanje tukaj v Kožu prekinili za vse večne čase? Pa ne te straši, doktor Luka. A bi ga tam dan predstavljali? Jaz sem samo vprašal. Da, bom razmislil. Danes bomo govorili o moči besede in sicer tako, da bomo naredili nekaj, česar ljudje v glavnem ne delajo več, tako, da bomo naredili nekaj, kar je danes skoraj osovraženo ali pa je vsaj zaničevanja vredno. Tako torej, da bomo naredili nekaj, česar ni v glavah številnih ljudi in jim tudi ne pride na misel, vidim namreč, da bi kaj takega bilo v njihovih glavah. Torej, naredili bomo nekaj, kar je silno redko in ugaša oziroma tone v pozabo, izginja. Naredili bomo nekaj, kar izginja, česar tako rekoč ni več. Že sam naslov dopušča možnost, da bi kaj takega slutili, kaj ti spontani vsakdanji refleks nam pravi, da beseda kakšne prav posebne moči danes nima, tudi če jo je kdaj imela. Spontana zavest nam danes veleva, da imajo moč, na primer, podobe, da imajo moč spektakli, kar je tako rekoč isto. In spontano se danes zavest velikokrat reče, da ni treba izgubljati besed ali pa, da ne bi bilo treba izgubljati besed, kot da so besede nekaj, kar nima kakšne posebne vrednosti, zato jih tudi ni vredno izgubljati, ker z besedovanjem ne bi ničesar pridobili ali pa ne bi ničesar ustvarili. Moč besede je med drugim pomembna tudi zato, ker je obstajal čas. Mi se bomo sprehodili skozi nekaj obdobij zgodovine, preteklih obdobij. Obstajajo torej obdobja, ko je imela beseda silno moč. Ko je imela tako veliko moč, da so se zlasti oblastniki bali ljudi, ki so, če bi lahko tako rekel, znali z besedami. So jih bali. Zato so tudi številne odstranili. In seveda je vprašanje, zakaj se zdi, da danes ni več tako. Kako je mogoče, da bi beseda izgubila moč? Zakaj jo je izgubila, če se strinjamo, da jo je, in če se strinjamo, da je nekoč imela? Imamo celo vrsto dokazov, da jo je nekoč imela. Z lahkoto se prepričamo, da je res tako. Vprašanje je torej tudi, ali se lahko danes prepričamo, da beseda nima moči, ali zgolj trdimo, da je nima. Tema dvema načinoma razmišljanja o moči besede je razlika. Eno je trditi, da nima nobene moči, drugo pa je dokazati, da beseda res nima nobene moči. No, jaz bom poskušal dokazati, da jo ima, natanko toliko, kot jo je imela kadarkoli. Nič več in nič manj. Kako? Najprej tako,
da, kot sem rekel, se bomo vrnili v preteklost. Pogledali si eno veliko besedilo 20. stoletja in spregovorili o dveh konceptih, ravno tako iz 20. stoletja, o dveh silno močnih konceptih, ki sta v glavnem neznana oziroma zdi se, da danes tudi tisti, ki morda vedo za nju tega, kar ponujata, ne upoštevajo. In seveda se spet porodi vprašanje, zakaj ne? Zakaj tega, kar predvidevata ta dva koncepta, o katerih bom govoril, ne bi upoštevali? Ste silno močni. To je dobro vprašanje. Vprašanje, ki nam pomaga razmišljati, kaj se dogaja z nami v času, v katerem živimo, pa tudi na prostoru, v katerem živimo. To bomo naredili tudi tako, da bomo skušali razumeti še eno veliko idejo, ki pa je iz 19. stoletja. Idejo, ki jo zopet zelo redki razumejo, če jo sploh poznajo. Zelo redki ljudje znajo razmišljati o tej veliki ideji 19. stoletja. No in če bo še čas, bomo, največ ga ne bomo. To vemo, ponovati je tako. To vemo zato, ker besedovanje terja čas. Vsako resno besedovanje terja veliko časa. No, ampak kljub temu, če bo čas, bomo spregovorili še o neki razsvetljenski ideji. Zaprav, šli bomo še bolj nazaj, v 18. stoletje, tudi v 17. stoletje in si pogledali neko razsvetljensko idejo. Razmislili bomo, kaj ta razsvetljenska ideja pomeni. Iz 17. stoletja. Silno močna ideja. In zopet zdelo se bo, oziroma videti bo, kot da so na to idejo ljudje pozabili, če so sploh za njo kdaj vedeli. To so zelo zanimive zadeve. Ukvarjali se bomo torej z nekaterimi idejami, ki so sprožile zelo močne empirične učinke, občestvene učinke, družbene učinke, zgodovinske, kulturne, celo civilizacijske učinke, pa vendar se zdi, kot da danes, naprimer nekaj stoletij ali pa celo manj, po teh dogodkih, ljudje zanje bodisi ne marajo ali pa zanje sploh ne vedo. In s tem se bomo vrnili na začetek, k začetnemu vprašanju, zakaj bi bili ljudje pripravljeni strinjati se, da je moč besede danes majhna ali pa da je sploh ni. Ok. Prva ideja je tista, ki jo zagovarja Karl Polanyi v eni največjih, najpomembnejših knjig 20. stoletja. To je knjiga, ki je išla med drugo svetovno vojno leta 1944 in ima naslov Velika preobrazba, velika transformacija. To je knjiga, v kateri se avtor, se pravi Karl Polanyi, ukvarja, med drugim seveda, z eno samo idejo, zamislijo, ki je tako rekoč vse življenje posvetil Karl Marx. Ideja je povezana z zelo preprostim, skoraj trivialnim vprašanjem. Trivialno vprašanje je tole. Če kapitalist kupi delovno silo na trgu delovne sile. Vsi poznamo izraz trg delovne sile. Na trgu delovne sile kapitalist kupi delovno silo, kar je logično. Potem
se mora zgoditi še nekaj. Kaj ti? Ne obstaja delovna sila, če ne obstaja človek. Človek je delovna sila, oziroma je nosilec delovne sile. Če torej kapitalist kupi delovno silo, v resnici kupi človeka. In ko se na politiki ali pa naprimer ekonomisti prek medijev ponujajo ljudem, češ danes živimo v kapitalizmu, v neoliberalnem, korporativnem svetu, kjer vladajo zakonitosti svobodnih trgov, bi morali imeti to idejo ves čas in vedno pred seboj. Če hočemo biti delavci in v glavnem hočemo biti, ker potrebujemo denar, ker moramo položnice plačati, na primer, potem se moramo prodati. Kot delovna sila. Nekdo nas bo kupil. Saj upamo, da nas bo nekdo kupil na trgu. In se moramo zavedati, da če nas bo kupil, bomo za tistega, ki nas bo kupil, naprimer, je to kapitalist. Kaj? To, kar z eufemizmom imenujejo human resource. Za tistega, ki nas bo kupil, smo človeški vir. Ta izraz uporablja, tak ljušten izraz, skoraj bi rekel poetičen. Human resource. Viste, človeški viri. Viri česa? Viri vrednosti. Ker svojim delom ustvarjate vrednost. In še preden vam to vrednost kdo vzame, nekaj malega vam sicer dajo. Se zgodi še nekaj, kar me zelo zanima in kar malo koga drugega zanima. Obstaja namreč še en eufemizem, oziroma poetičen izraz. Kaj bo tisti, ki vas bo kupil, z vami počel? Tisti, ki vas bo kupil, bo upravljal z vami. Drugo ime za upravljavce je menedžer. In obstaja tudi izraz upravljanje s človeškimi viri. To je poetičen izraz, ki je v resnici brutalen. Če ga prevedemo v to, kar res je, na primer empirično, potem moramo reči zelo preprosto tole. Tisti, ki vas bo kupil, bo z vami tudi upravljal. Kako bo z vami upravljal? Zdelo se bo sicer, da bo upravljal tako, da bo izvabljal iz vas najboljše od vas. Vašo kreativnost, vaše ideje, vašo inteligenco, fizične sposobnosti, mentalne sposobnosti, tako naprej in tako naprej. Zdelo se bo, da bo tako. In dejansko se to zdi vsak dan. Na vseh koncih se zdi, da je tako. Pa vendar ni čisto tako. Zakaj? Zato, ker tisti, ki bo upravljal z vami, bo z vami upravljal na en sam in na en sam način. Z vami bo upravljal tako, da mu boste prinašali profite. Če ne boste voljni pri tem sodelovati, bo kratko malo nehal upravljati z vami in si bo našel koga drugega. Samo pomislite, kaj pomeni upravljati z ljudmi. Če bi v javnosti namest eufemizmov, eufemizmi so sofisticirani, lepi, prijazni izrazi za brutalno realnost. Pa samo zamislite si, da bi eufemizme zamenjali za to, kar resnično so. In da bi namesto o upravljanju s človeškimi viri govorili o upravljanju z ljudmi.
do katere mere ste pripravljeni biti upravljani? To vprašanje bi se takoj ponudilo. In od katere točke naprej, naprimer, niste več pripravljeni biti upravljani, z vami namreč upravljajo. Saj nihče ni rekel, da z vami sodelujejo. Jaz ne vem, če obstaja izraz sodelovanje s človeškimi viri. Obstaja pa izraz upravljanje s človeškimi viri. In ker nismo naivni, vemo, da to ni naključje. S človeškimi viri, torej za ljudmi, se upravlja. Ampak to še začetek ni. Če hočete upravljati z človeškimi viri oziroma z ljudmi, morate upravljati vsaj še z medsebojnimi odnosi, kajti ljudje so vse v medsebojnih odnosih. Sprav morate upravljati tudi z odnosi. Upravljati pa najprej pomeni nadzorovati. Ker če ne nadzorujete, ne morate upravljati. Če vam nekaj nenehno uhaja iz rok, kako s tistim upravljate? Težko. Ali pa sploh ne morete. Torej morate upravljati z odnosi, kar pomeni, da jih morate nadzorovati. Kar pomeni, da želite, da so odnosi natanko taki, kot bi vi radi, ne pa drugačni. Početi morate pa še nekaj drugega. Če hočete upravljati z ljudmi, morate v končni fazi upravljati tudi z njihovimi eksistencami. Ljudje so namreč živa bitja in eksistirajo. Kar pomeni, da tudi v času, ko niso, naprimer, na delovnem mestu, na delovnem mestu so, naprimer, 8 ur, nekaj delajo, nekaj počnejo. In če hočete z njimi upravljati, morate upravljati tudi s tem, kar počnejo ali pa bi radi počeli v prostem času. Ker morate upravljati z njihovimi eksistencami. Če ne upravljate z njihovimi eksistencami, to zopet pomeni, da vam lahko kmalu uidejo izpred nadzora. In ne počnejo več tistega, kar bi vi radi. Vi bi pa radi kot nosilci upravljanja človeškimi viri samo eno, in to je profit. Vas drugo ne zanima, kratko malo. Lahko da se kdaj najde, kje je kakšen drobni hud ali kje podobnega, ampak to ne spremeni nič. Temu svetu vlada zakon profitabilnosti in konec. In korporacije, naprimer, pa če še tako ljubkovalno imenujejo družbe, zanima samo profit in konec. In vlagatelje, ki jih ta Slovenija tako obupno rotine, vendar že pridejo, kjerkoli že so, tudi zanima samo profit in čisto nič drugega. Zato pa so to, kar so. Namreč vlagatelji. Vlagatelji niso Rdeči križ. Rdeči križ ni vlagatelj. Tudi če poskuša biti, si to bolj čudno. Ker ni profitabilnost stanova. Rdeči križ ni profitabilnost. Sicer poskuša biti, ampak jim ne gre ker ne morejo. Korporacijam pač to gre zelo dobro iz rok. In med drugim, če hočete vse to, se mora dogajati tudi to, kar se dogaja. Naprimer ta hip. Ta hip potekajo, jaz ne vem natančno kje, ker ne moram vedeti, pa vi tudi ne. Potekajo, kot se temu spet reče v javnosti, javnost to pride, potekajo tajni dogovori o mednarodnih korporativnih sporazumih. Noben Bog ne ve, zakaj morajo biti tajni, ampak so. Zakaj bi morali biti tajni? Tudi če ne vemo, zakaj so, lahko ugotovimo, zakaj so. Zelo preprosto. Če nočete, da bi ljudje v nečem nekaj vedeli, in tega nočete. Zakaj? Zato, ker hočete upravljati z njimi. Potem morajo biti vaši sporazumi, naprimer s kakšnimi državami ali pa korporacijami, tajni. Kajti, če bi ljudje zvedeli, o čem se pogajate, ne bi mogli več upravljati z njimi, ker bi se uprli. Po vsej verjetnosti bi se uprli, kajti
tajni sporazumi so nujno, logično nujno, taki, da tisti, ki se tajno sporazumeva, nekaj prikriva. In ima za to vse interese. V takem svetu živimo. In protesti kaj dosti ne pomagajo in tudi ne bodo pomagali. Vsaj še nekaj časa. Ne. Zakaj? Zato, ker moramo ob tej zgodbi, o upravljanju človeškimi viri, povedati še eno zgodbo. To je zgodba, ki se je naučil kapitalizem v zadnjih 350 letih. Kapitalizem je vzel eno lekcijo in to dobro. Zelo dobro se je naučil. Da bi razumeli to lekcijo, se vrnimo še v preteklost, kot je bilo napovedano. Vrnimo se v 19. stoletje in spremljajmo delo Karla Marxa, naprimer. Lahko tudi Engelsa ali pa obeh. Se ni pomembno. Spremljati njuno delo seveda najprej pomeni brati to, kar ste napisali. Danes boste silno težko našli koga, ki je pripravljen to narediti. Natančno brati, naprimer, Marxova dela in Engelsova. Kot sem že čisto na začetku povedal, ki so to danes kratko malo ne dela. Ampak če bi kdo to naredil, naprimer jaz, potem bi sorazmerno zlahka, sicer bi mu to vzelo nekaj časa, pa sorazmerno zlahka, bi ugotovil temeljno Marxovo idejo. Ne potrebujemo nobenih velikih izletov v špekulacije o socializmu in komunizmu in ne vem kakšni prihodnosti, ki naj bi jo napovedoval Marx ali pa tudi ne. Tega sploh ne rabimo. Zadošča samo čist natančno, preprosto, natančno branje tega, kar sta Marx in Engels napisali. In ugotovimo tole, vsaj tole. In ta ideja je silno pomembna. Gre za tole. Izhajamo iz ideje, o kateri smo že govorili čisto na začetku. Se pravi, nekdo hoče upravljati z ljudmi. Vsakemu človeku z zdravo pametjo bi se morala zdeti sintagma, izjava, upravljamo s človeškimi viri sumljiva. Jaz namreč ne želim, da kdo upravlja z mano. Jaz ne vem, kako je z vami, z mano je natanko tako. Zakaj ne želim, da bi kdo upravljal z mano? Prvič zato, ker se imam za svobodno bitje in lahko sam svobodno odločam, kaj bom počel, s kom bom počel, se lahko sam svobodno dogovarjam z ljudmi, kaj bomo na primer počeli skupaj. Zagotovo pa ne želim, da kdo upravlja z mano. Kratko malo ne želim. To je eno zdaj. Drugič, ne želim tudi zato, ker imam možgane. Vsakdo jih ima. In ker imam možgane, vsaj potencialno znam misliti. Kar pomeni, če združim to idejo z ono prvo, da ne želim, da kdo misli namesto mene. Nam so sicer v vojski govorili, da je to čisto redo, če pustiš, da kdo misli namesto tebe. Zdaj, v vojni je to lahko celo do določene mere učinkovito. Prej, nekdo reče, streljaj, ti pa streljaš. V vojni, ko pa nismo v vojni, je pa to zelo sumljivo, da kdo pričakuje od drugega človeka, naprimer od tistega, s katerim hoče upravljati, da mu ni treba misliti. Moja ideja je, kot veste, tukaj jo zagovarjam vsak mesec ravno nasprotna. Ideja je, da če je kaj značilno za človeka,
potem je gotovo značilno to, da zna misliti. Kar pomeni, da ni čisto nobene potrebe, da bi kdo drugi mislil namesto drugega. Ni nobene potrebe. Ne morete ga zagovarjati na noben način. Ne obstaja sofistika, ki bi vam omogočila, da bi tako idejo, naprimer, jaz bom upravljal z vami in bom mislil namesto vas, ali pa za vas, ali pa kaj podobnega, da bi jo lahko zagovarjal. Če torej to dvoje združimo, potem z lahkoto sledimo Marxovi misli, ko razmišlja o naravi proletariata. Kdo so proletarci? Kdo je proletariat? To so delavci, s katerimi želi nekdo upravljati. Tisti, ki jih je kupil, lastnik kapitala. In mimo grede bi spoznali, kako Marx razume kapital v nasprotju z večino ljudi danes, ki mislijo, da je kapital denar, naprimer, ki ga potem vlagatelji vlagajo. Marx se s tem ne strinja. Kapital so ljudje, predvsem, ker so vir vrednosti, delavci. S tem pa nujno tudi medsebojni odnosi. Še kaj drugega bi seveda morali dodati, a ne, tudi denarja, in tovarne, in orodje, in stroje, in tako naprej. Gotovo. Za kapitalista je bistveni del kapitala človek, kot nosilec vrednosti, kot tisti, ki ustvarja vrednost. Stroj nič ne ustvarja. Ustvarja človek in samo človek. Se pravi, je ključno vprašanje, ki se ga Marx zastavi natanko to. Kdo je potem proletariat? Ali pa, kaj bi proletariat moral hoteti, tudi če v določenem obdobju ne želi ali pa ne ve, da želi ali pa da kaj hoče. Moral bi hoteti. Marxov odgovor na to vprašanje, on je bil filozof. Izvira iz same narave, če lahko tako rečem, človekove eksistence. Človek ne želi biti upravljan po svoji naravi. Tudi če se s tem ne strinja, to še vedno velja. Tudi če bi hotel biti upravljan, še vedno velja, da je v njegovi naravi, da je inherentno njegovi naravi, da ne želi biti upravljan. Ker je svoboden in zna misliti in ni nobene potrebe, da bi kdo upravljal z njim. Zakaj? Ker se vsak človek, ki zna misliti, lahko dogovarja z drugimi ljudmi, naprimer, kaj bodo počeli, kako bodo počeli, koliko časa bodo počeli, kaj bodo naredili s tem, kar bodo počeli in tako dalje in tako dalje. Lahko se, ni nujno, da se dogovarja z drugimi, pogovarja in tako dalje, lahko bi pa se. Govorim o nečem, kar je inherentno, kar je torej logično, nujno del vsake človeške eksistence, tudi če se ljudje s tem ne strinjajo. Zato je izraz razsvetljenstvo in Marx je dedič razsvetljenske misli, naprimer 18. stoletja. Tako zelo pomembno. Razsvetljenstvo ni zgolj del zgodovine, da bi se potolažili in rekel, ok, živeli so razsvetljenski filozofi, razsvetljenski misleci, 17. 18. stoletje, mogoče še malo na začetku 19. stoletja, ok, ampak zdaj pa živimo leta 2015, da so drugačni časi, bla, bla, bla. Treba je samo natančno premisliti, pa mogoče prebrati kakšnega razsvetljenskega avtorja, zakaj razsvetljenstvo sploh nastane? Kaj je osnovna misel, ideja razsvetljenstva? Preden ga odpravimo, češ, ok, pa če eno zgodovinsko obdobje se imenuje razsvetljenstvo, tako kar so nas učili, naprimer, v srednji šoli, če so nas tega učili, so nas naučili bore malo.
Razsvetljenstvo je namreč bistveno nekaj drugega kot obdobje v zgodovini. Če natančno in počasi zopet, gremo še malo nazaj, v 17. stoletje, naprimer v čas, ko se rojeva norveška filozofija, ko se rojeva moderna znanost, 17. stoletje. In če samo pogledamo, če samo popraskamo po površju, kako se rojeva razsvetljenska tradicija, če lahko tako rečem? Kako se rojeva? Ustvarjajo posamezniki. Vse drugače ne more biti. Kateri posamezniki? Kakšni posamezniki? Najprej zopet posamezniki, ki verjamejo, oziroma zagovarjajo, oziroma zastopajo, in ne samo to, ki vedo, da je človek svobodno bitje in da zna misliti. To sta dve univerzalni spoznanji. Se nikoli ne bo drugače. Tudi če bodo na svetu vladali roboti, ali pa zaradi mene to, če bodo obstajali sami roboti na tem svetu, bo to še vedno res. Da je človeško bitje svobodno in da lahko misli, da je zmožno za razmišljanje. In zopet, poglejmo, naprimer, kaj se dogaja okoli leta 1600, na začetku 70. Okoli. Malo pred tem se rodi René Descartes. Par let. Leta 1600 zakurijo Giordana Bruna. Živi, da zakurijo. Ker je znal misliti neskončnost. Ker je znal odgovoriti na vprašanje, ali je vesolje končno ali je neskončno. Je bilo popolnoma jasno, da je neskončno. Do tega je prišel s zelo preprostim miselnim eksperimentom, ki ga zmore vsak človek. Malo kasneje, v 30 letih 17. stoletja, se pred inkvizicijo znajde Galileo Galilei, ki med drugim zna misliti in naredi sorazmerno preprost poskus, čisto preprost poskus. Vzame dve železni kroge, največje in najmanjše, in spusti po dveh kanalih in ugotovi, da obeh hkrati padeta na tla. In zna misliti gravitacijo. In večkrat kasneje Newton to, kar je Galileo začel, zapiše. In danes se morajo otroci, na primer, učiti Newtonove zakone. Bolj malo pa vedo, kako je do tega sploh prišlo in kakšno ceno je moral plačati ceno Galilei. Zato, ker je znal misliti, ker je znal delati eksperimente, zelo preprosto, silno preprosto eksperimente. In na podlagi tega, kar so mu pač eksperimenti prinesli, razmišljati še naprej. Še malo poznaje, v sredini recimo 17. stoletja, Spinoza poskuša razumeti to, kar je zapisal, kar je ustvaril Descartes, in razmišlja naprej, ker zna razmišljati, pa tudi hoče. Spinoza na svoji koži izkusi, kaj je moč besede. Na svoji koži izkusi, da ga cerkev nadzoruje. Čeprav je bil jud, ampak so ga izključili iz judovskega občestva. Potem seveda ni bil več jud. Potem ga cerkev lahko nadzorovala. In ga je. Cerkev je bila zainteresirana za sleherno besedo, ki bi jo Spinoza napisal. Oziroma, ki jo je napisal. Zakaj? Ja, ker se je bala njegovih besed. Kaj imajo vsi tile, ki smo jih zdaj omenili skupnega? Pa lahko bi dodali še, če še bolj nazaj,
Kopernika, pa še bolj nazaj, Martina Lutra, pa še bolj nazaj, Jana Husa, pa še bolj nazaj, Petra Abelarja, ampak ga bomo, ker nima ene potrebe. Kaj jim je skupno? Skupno jim je razmišljanje o nečem, kar je univerzalno. In to je, če je človek sposoben misliti, in je, vsak človek sposoben misliti, potem se nujno mora dogajati kar nekaj stvari. Prvič, kdor misli, ni voljan, da bi kdo z njim upravljal. Da bi ga nadzoroval, ali pa celo, da bi mu narekoval, kako naj misli, kaj naj misli, koliko naj misli, kdaj naj misli, ali pa česa naj ne misli. Drugič, kdor zna misliti, že je upor. Je upor. Misleča bitje je upor, predstavlja upor. To nas povezuje z Marksovo idejo, o kateri smo že prej. Kaj je želja proletariata? Ja, upor zoper tiste, ki bi želeli upravljati z njim. Misel, tretjič, je namreč sama po sebi egalitarna. Misel sama po sebi ne prenese, da bi kdo upravljal z ljudmi, ki so zmožni za razmišljanje, znajo misliti. Torej, misel sama tega ne prenese. Ne trpi, da bi kdo upravljal. Misel ima svoje zakonitosti in je avtonomna. Kdor torej hoče misliti in zna misliti in tudi zares misli, se konstituira s samim tem početjem kot avtonomno bitje. Zato je razsvetljenstvo zagovor kritične narave same misli. Misel sama je že kritična. Najprej kritična do sebe. Zato se spreminja autorefleksivna, temeljna ideja, ki jo potem pograbi znanost. Četrtič. Misliti pomeni nujno zagovarjati egalitarnost. O tem smo že govorili. Pomeni zagovarjati egalitarnost med ljudmi. Če je misel sama egalitarna, je zagovor misli, zagovor egalitarnosti med ljudmi. In še enkrat ponovimo, egalitarnost ne pomeni enakosti. Egalitarnost nima za enakost ljudmi ne zvezi. Zato tudi obstaja izraz enakost, obstaja izraz egalitarnost. Egalitarnost pomeni odsotnost vsake možne oblike dominance, ali prevlade, ali nadvlade, ali gospodstva, ali pa, če hočete, upravljanja s človeškimi viri. Razsvetljenstvo, ki se rojeva na ta način, da se posamezniki lotevajo razmišljanja in spoznavajo, kaj razmišljanje samo po sebi pomeni. Razsvetljenstvo torej nujno pomeni tudi zagovor, nekaj praktičnega, nekaj zelo, zelo konkretnega. Zelo žalostno je videti še danes, kako veliko ljudi spontano verjame, da je razmišljanje nekaj abstraktnega. V resnici je ravno nasprotno. Vsako resno razmišljanje je zelo, zelo, zelo konkretno početje. Zakaj? Med drugim. Med drugim tudi zato, ker, če hočete o nečem razmisliti natančno in misel sama veleva, da je treba razmisliti natančno,
Potem se morate teme, ki se pač želite lotiti, lotevati vedno znova, ker je vsaka misel zahtevna, vsaka misel je kompleksna in resnici neskončna. Je multipliciteta, kot pravi v filozofiji. In to vam vzame veliko časa. Če vam pa to vzame veliko časa, je pa že samo početje, samo konkretno početje, toliko in toliko ur, razmišljate, berete knjige in tako dalje, svoj vrsten upor, zlasti v času, v katerem živimo, v katerem se ljudje tudi radi hvalijo, da nimajo časa. Kdor pravi, da nima časa, zagotovo tudi nima časa za razmišljanje. Razmišljanje pa po definiciji terja veliko časa. In to je zelo konkretno početje. Razmišljanje vam vzame toliko časa. Ljudje rečejo, da je razmišljanje abstraktno zato, ker se ga bojijo. Ker niso navajeni na njega. Ker ne vedo, kaj to sploh pomeni. To je silno konkretno in detaljno početje. To je picajzlarsko početje. Premisliti neko temo. Meni vsem katera. Zabavno je bilo, recimo, pred časom, koliko časa, ni bilo prav veliko, ko sem se namenila loti ene teme, ki je sicer silno popularna. V zadnjem času. 10 let nazaj ne vedeli za njo. Ampak zdaj pa je nenadoma postala silno popularna. In me je prav zanimalo, kakšen bo odziv ljudi na to temo. Vse skupaj je bilo predvidljivo in zgodilo se natanko tako, kot sem predvidel. Prvič prišlo je ogromno ljudi. Ker se vedel, da bojo prišli, ker je pač tema taka. Nažalost, jaz sicer nisem upravljalec s človeškimi viri, ampak sem mislec. Mene zanima misel. Mene zanima upravljanje s človeškimi viri. Ampak nažalost, točno vem, katero temo je treba dati na plakat, da bojo dvorane polne. Pač preprosto vem, ker znam misliti, saj nisem neumen. Saj to bi vsak lahko vedel. Upravljavci s človeškimi viri to zelo dobro vejo. PR-ovci to vejo. Tele propagandi, ki delajo reklame, ki vam vsak dan šibajo prek medijev. Točno vejo. Zato so teme vedno iste. Enih tem ne boste slišali nikoli. Zakaj? Zato, ker ne prinašajo profitov. Ene pa prinašajo. Če bi se pozabavali, pa bi pogledali, recimo, kako se spreminjajo, naprimer, reklame v eno obdobje, pol leta, bi točno lahko naredili natančno analizo, katere so teme, ki so se v pol leta pač zamenjale, ki prinašajo profite, dobičke in če bi hoteli obogateti, naprimer, če želite obogateti, zdaj govorim kakšen motivator tle. Če želite obogateti, čisto noro, se človek naenkrat znajde v vlogi, ki jo sploh noče. Potem naredite kaj takega, ali pa se pozanimate pri tistih, ki to itak vsak dan delajo in so plačani za to. Potem samo mečete v javnost pač tiste teme. No, v glavnem, jaz sem tudi to naredil enkrat, priznam, kriv sem. Dvorana se polhna, stali so tam na vratih, noter niso mogli ljudje. Ok, in jaz, veste, kjera tema je bila to? Čustvena inteligenca. Po vaših vzklikih sodeč, sem zadev, je to tema. Seveda je, to so ljudje čustveno osiromašeni, so oropani emocij in si želijo emocij. Ok, to vemo, to vsak bruc ve tam na psihologiji, da je to temo treba dati. Ok, polna dvorana. Ampak seveda, jaz sem potem o tej temi spregovoril, tako kot je treba, in da bi videli te izraze na obrazih ljudi. Sej, eni so odšli že po 5 minutah, eni so odšli po 10 minutah, drugi so pa dalj časa, ko je vse skupaj trajalo, bolj so bili tisti dolgi obrazi, tisto. Kva pa ta zdaj tukaj nam govori? Zdaj mi nismo po to prišli. Mi smo prišli. Še malo tehnologije.
Mi smo prišli po neki drugega, ampak nam tega noče dati. Ne? In so bili razočarani. Nažalost je eksperiment uspel, če lahko rečem. To je grdo rečeno, ampak vendar le priznam, da je šlo za svoj vrstni eksperiment. Zakaj je uspel? Zato, ker je dokazal, da ljudje nočejo misliti. Ljudje hočejo izdelane interpretacije. Ljudje hočejo izdelane nasvete. Ljudje hočejo klišeje. Ljudje hočejo, da jim nekaj poveste na kratko in da bo tisto čim bolj pragmatično, čim bolj uporabno. Ljudje so nažalost preveč upravljani strani upravljavcev s človeškimi viri in sprejemajo to, kar jim počnejo, upravljajo pa z njimi in postajajo prepričani, da je življenje, eksistenca, eno samo upravljanje. Ne samo upravljanje, ne? Eno samo presledek upravljanje. Samo upravljanje smo včasih. In želijo upravljati sami seboj, recimo svojimi emocijami. Upravljati želijo, to je čist nekaj drugega kot razumeti svoje emocije, izražati svoje emocije, misliti o svojih emocijah, spraševati se o svojih in tako dalje. To je drugo. Upravljati pomeni, povejte mi, ne mi nekdo pove, naprimer, kaj ste, to velika ti reče, strah me je nastopati v javnosti, a mi lahko daš en nasvet. Ne? Da me ne bo več strah. In seveda, obstajajo ljudje, ki dajo take nasvet, nared to, na vse poli se zmrlim tušem, ne vem kaj nared, ne, in ne bo te več strah. Torej, ljudje postajajo na ta način, ko se upravlja z njimi, prepričani, da so celo njihove eksistence, da je njihova osebnost, da je njihova duhovnost nekaj, s čimer je mogoče upravljati, tako kot upravljate z avtom. Z avtom je treba upravljati, zato pa obstaja neka naprava noter, ki se ji reče, nekaj morate pač drviti, če hoče, da se avto premika. Upravljati morate z njimi, z avtom, z avtomobili. In ljudje nažalost vse prevečkrat verjamejo, da je s človekom enako. Da je sicer to silno zapletena mašina, zelo kompleksna, ampak vendarle v končni fazi je nekaj, s čimer je mogoče upravljati. Da je eksistenca nekaj, s čimer je mogoče, da so medsebojni odnosi nekaj, s čimer je mogoče upravljati. Tam zunaj jih je, kolikor hočete, ki to tudi ponuja za drag denar. Kako se upravlja z emocijami, z kognitivnimi sposobnostmi, z inteligenco, z občutki, s telesom, naprimer, z medsebojnimi odnosi, s čimer hočete. Kako narediti, razviti svojo osebnost, naprimer. Tako, da bo kakšna. Zdaj moramo lotiti še ene teme. Še ene teme, namreč tiste dva koncepta, ki sem prej omenil, se bomo zdaj pogledali z 20. stoletja. Dva silno pomembna koncepta, oba sta psihoanalitična. Danes se seveda s psihoanalizo več ljudje ne ukvarjajo, če so se sploh ne ukvarjali, zato ker so skladno vsem tem, kar sem do zdaj povedal, pripričani, kar je groteskno, pa vendar so pripričani. Da je psihoanaliza nekaj, kar je danes zastarelo in da so že druge vede in metode in tehnike nadomestile ali pa so popravile ali pa dopolnile psihoanalizo, ki jo je iznašel Freud konec 19. stoletja. To je v bistvu tako groteskna trditev, kot bi bila groteskna trditev, da fizika danes ni več moderna, zato ker obstaja cel kup enih sodobnih metod, tehnik, postopkov, praks ali pa teorij, ki so nadomestile fiziko, naprimer Newtonov. Če bi kdo kaj takega rekel, bi verjetno bili vsi zgroženi, kako lahko kaj takega reče. Pa vendar ljudje to rečejo. Glede psihoanalize, glede fizike, skito noben ne upa več reči, ker ne znajo, pojma nimajo fiziki. Zato ne upajo reči, fizika že zastarela, Newton je zastarel. Tega noben ne upa reči.
Se ni zastarel, ampak tudi, ne? Saj tudi Freud ni povsem rečejo. Ne? Oglejmo si samo dva koncepta, nič drugega, ki radikalno posežeta v načine človeškega razmišljanja o svetu, o ljudeh, o medsebojnih odnosih, o tem, kar imajo ljudje med seboj in tako dalje. Dva koncepta. Psihoanaliza je znanost, prvič. Znanost ni nekaj, kar bo kar čez noč zastarelo. Znanost ne more zastareti. Zakaj ne? Zato, ker se po definiciji nenehno spreminja. Fiziki danes ne počnejo tega, kar je počel Galileo leta 1620. Ali pa s takimi napravami kot Galileo leta 1620. Ampak ga ni, ki bi rekel, Galileo uporabljal primitivne teleskope, pojma ni imel o razsežnostih vesolja, seveda ni imel, se ni mogel imeti. Ampak zaradi tega ni nič zastarel. Celo hvalijo ga, kako natančno je pozval Lune in kaj vse je narisal in tako dalje, tako dalje. Zato je vsekakor vzporedno s tem, kar govorimo, treba si zastaviti vprašanje, zakaj pa ljudje tako zelo hitijo, in to veliko, ker to ogromno jih je, z zatrjevanjem, da psihoanaliza je pa zastarela. To je simptomatično vprašanje, na katerega med drugim odgovori ravno psihoanaliza, ampak vseeno. Če gremo torej pogledati, kaj Freud odkrije, kaj spozna, potem, ko se iz dneva v dan srečuje z pacienti, s pacientkami, recimo histeričnimi pacientkami. Nekaj, kar je univerzalno res za vsako človeško bitje, ki je kadarkoli živelo in bo kadarkoli živelo. V analizo namreč pridete, ko trpite, ko imate težave, ko imate probleme. Okay? Drugače ne greste v analizo. Ljudje so vedno trpeli, trpijo in vedno bodo. In vedno bo človek, ki trpi, želel vsaj enega drugega človeka, ki bo tak, da bo lahko verjel v njega in v to, da mu na nek način lahko pomaga. Nikoli ne bo drugače. To je osnovno psihoanalitično spoznanje. Zdaj pa nekdo reče, da je to zastarelo. To je neumnost. Ok. Ko človek pride v analizo, ki ni psihiatrija, ki ni zdravljenje z, ne vem, kozmičnimi energijami, ampak je nekaj drugega, se dogaja to, o čemer vedno znova govorimo. Pacient se pogovarja z analitikom. Zdaj pa nekdo reče, da je to zastarelo. Da se ljudje, za katere je univerzalno res, da so zmožni za razmišljanje, pogovarjajo z drugim človekom o lastnem trpljenju, s človekom, za katerega verjamejo, da jim na nek način lahko pomaga. To je zastarelo. To je še ena neumnost. Nikoli ni bilo, ni, nikoli ne bo in ne more biti. Pogovarjati se z drugim človeškim bitjem o njegovem trpljenju. Seveda, znati se pogovarjati tako, da bo, na primer, njegovega trpljenja manj, je še nekaj, kar je univerzalno, kar ima univerzalno vrednost. Če se že hočem z nekom pogovarjati, za katerega verjamem, da se mi z mano lahko pogovarja tako, da bo mojega trpljenja manj, potem sem zainteresiran, da bo na koncu najnega pogovarjanja mojega trpljenja manj, ne pa na primer več. Ali pa enako kot prej, ker pa nisem nič naredil.
Pa je brez veze, to je izguba časa. To je že zastarelo. Hkrati je pa očitno, da, in to ljudje ne samo da priznavajo, to tudi izražajo, lahko bi celo rekli, to tudi raziskave potrjujejo, izražajo vedno bolj psihičnega trpljenja na tem svetu. Danes ni manj, kot ga je bilo v času, ko je živel Freud. Ampak ga je več. Think about it. Nenehno govorijo o rasti, o razvoju, o napredku. Vse zaradi mene tudi lahko, da obstaja. Verjamem, da obstaja. Verjamem, da je iPhone žblj, bolj pameten, da od unga šklj. Mene sploh ne rabite v to prepričevati. Jaz verjamem, da je tako že vnaprej. Ker me itak ne zanima, je ali ni ali kakšen. Ampak verjamem, da so nekateri s tem obsedeni in da jim to veliko pomeni, da je avto boljši od unga prej. Verjamem, da je. Ker to z vrednostjo moje eksistence nima baš nobene zveze. Mene od avtomobila zanima, da me pripelje z kraja A na kraj B. Pa da nimam kaj preveč težav zraven, ker pojma nimam, kaj treba narediti, če se mi kaj, ne vem, dim začne ven valiti. To je tudi vse, kar jaz tudi avtom pričakujem. Ok. Raziskave potrjuje, naprimer, Elizabeth Rodenesko v eni svoji knjigi omenja podatek, da naprimer v Franciji vsaj 8 milijonov ljudi trpi za zelo resnimi psihičnimi stiskami, duševnimi težavami, tesnobnimi stanji in tako dalje. Torej, da je vsaj toliko ljudi, v Sloveniji je vsaj 500 000, ki bi jim zelo prav prišlo kaj takega, kar je, na primer, Freud odkril tam proti koncu 19. stoletja. Kot smo rekli, da obstaja vsaj en tak človek, v katerega verjamem, da se lahko skozi srečevanje z njim, pogovarjanje z njim, pogovarjam tako, da bo mojega trpljenja manj. Nemogoče je trditi, vsaj resno, da človek, ki trpi, ni zainteresiran, da bi trpel manj. Tega kratko malo ne sprejmem. Tudi če kdo reče, da je tako, jaz tega ne sprejmem. Ker to ni v človeški naravi. Da ne bi želel trpeti manj, kot na primer trpiš. Zlasti, če imaš izkušnjo, da si nekoč trpel manj. Kaj šele, če imaš izkušnjo biti srečen, sproščen, vesel, radosten, uživati v življenju in tako dalje in tako dalje. Kdor je enkrat te izkušnje dobil, verjamem, da jih pač bolj ali manj vsakdo, je dobil, ne želi trpeti. Torej, ta izjava, želim trpeti, je ne samo kontradikcijo, to je neumnost, to je nekaj, kar preprosto ne gre, to je desino železo. S tem se rodi psihoanaliza. In jasno je, ker je to znanost, da je 100 let pozneje, tako kot to velja za vsako znanost. Sej fiziki pred 100 leti tudi niso bili sposobni odkriti Higgsovega bozona, sej še vedno niso, da obstaja. Sej ga še misliti niso mogli. Pred 100 leti vprašajte Einsteina, dragi Albert, a mi lahko poveš o Higgsovem bozonu? O čem? A veš, to je tisto, ko bojo pol leta 2014 ali kdaj že odkrili? Pojma nima. Kar neki, ja. In zdaj bo kdo, Einstein je bil zastarel, Einstein je bil... Ne, mislim, znanost po definiciji za Boga napreduje, sej logično, da napreduje. Isto velja za psihoanalizo. Ne velja nič bolj, pa ne velja nič manj. Tako kot za vsako drugo znanost. Kar pomeni, ali lahko odkrivamo nove načine medsebojnega pogovarjanja, ki bodo ustrezali osnovni zahtevi. Se pravi, en človek bi se pogovarjal z drugim tako, da bi verjel, da mu lahko pogovor zmanjša trpljenje, je itak. Seveda lahko. Mi lahko najdemo x načinov, kako se med seboj pogovarjati tako, da bo proces, imenujemo ga analitični, ustrezal osnovni zahtevi.
To so zelo preproste zadeve. In če to sprejmemo, potem smo dolžni sprejeti osnovno razsvetljensko idejo, ki smo jo že artikulirali, ko smo se srečali z razsvetljenskimi filozofi, naprimer, z razsvetljenskimi avtorji, z razsvetljenskimi znanstveniki, so vseeno. In to je, da je misel sama po sebi egalitarna in da pomeni misliti, zagovarjati avtonomni subjekt, človeka kot avtonomno bitje, ki se ne rabi komor podrejati, ki se ne želi podrejati, nima nobene potrebe, da se komu podreja, ker ima samo eno potrebo, da se pogovarja z drugimi mislečimi bitji. In zopet je to zelo preprosto. Kdor tega ne more, ne želi ali ne zna ali noče sprejeti, ima pač resen problem. Ampak nima ga misel nobenega problema. Misel je še vedno egalitarna. A se mi strinjamo s tem ali se ne, je pomembno. It makes no difference. Če torej to sprejmemo, potem moramo sprejeti še eno idejo, da pomeni pogovarjati se, naprimer, v analizi, kamor pride človek zaradi lastnega trpljenja in tako dalje, početi nekaj, kar je emancipatorično po svoji naravi. To logično sledi iz prejšnje ugotovitve, da je misel egalitarna. Misliti pomeni zastopati emancipatoričnost. Ne pomeni samo zagovarjati, pomeni zastopati. Misliti že pomeni biti emancipiran. Emancipacija ni zato tam nekje v prihodnosti, ko bomo emancipirani. Emancipiran je vsak človek v trenutku, ko zna misliti in misli. Je že emancipiran. Ker ne priznava ničesar nad seboj. Nobenih odnosov nadrejenosti in podrejenosti, zlasti pa nobenih odnosov izkoriščanja. O čemer, na primer, govori Marx, ko razmišlja, kaj je naloga proletariata. Da se ne pusti izkoriščati, kaj ti izkoriščan je. Ker z njim upravljajo upravljavci, človeški viri, ki kupijo človeka. Kot delovno silo, kot vir delovno silo. Torej, avtonomnost, egalitarnost in emancipatoričnost so nekaj, kar je neločljivo za vse večne čase povezano z osnovnim spoznanjem, da je človek zmožen misliti. Zato je beseda, z besedami mislimo, nujno, če upoštevamo vse to, kar smo rekli, močna, nujnost. Beseda na noben način ne more izgubiti svoje moči. Ne more. Lahko se sicer zdi, da je tako, ampak, moramo zgodbo povedati do konca, to se lahko zgodi samo takrat, samo v tistem primeru, ko so se ljudje vdali, ko so popustili, ko ne želijo več misliti, zastopati egalitarnosti, emancipatoričnosti, radikalnosti, kritičnosti in tako dalje. Ko ne želijo, to pa nekaj drugega. Ko so se predali, ali pa še slabše, kar se danes pogosto dogaja, se je v preteklosti tudi, da ljudje celo strastno ne želijo misliti. Z določeno strastjo so ljudje, ki vas bodo nekam poslali, če jim boste predlagali, ja, misel lotili kakšne misli, razmišljanja, vas bodo, ne vem, zmerjati začeli. Ali pa se s kakšnimi krepeci celo nagnali v beg, ne vem. Kaj si rekel? Dej, speri se, ne? Se pravi, lahko se zgodi, da ljudje strastno ne želijo misliti. V časih, v katerih živimo, je to videti zelo... Lahko je privlačno, ja?
Lahko je privlačno. Zakaj? Tako, zato, ker vam trgi, kot se reče, že ponujajo, ne misli. Trgi vam ne ponujajo misli. Trgi vam ponujajo izgotovljene razlage. Vam ponujajo narejene interpretacije. Vi jih samo kupite, vzamete, snamete z neta, downloadate, whatever, kakoli že. In jih pač imate. Ne? In jih potem lahko tudi ob priložnosti trosite v kak sebi in se delate pametne. Prosim. Če bi bilo tako eno vprašanje, mene pa zanima vaš komentar, torej cirka 60-65 leti je neki voditelj izjavil dva slavna stavka, se postopno vam, ko ga mislim, je človek, je problem, ni človeka, ni problem. Tako smo prej rekli, če kapitalist kupi delovno silo, je kupil delavca, je kupil človeka. In zaveda se, vsaj do določene mere, da je z njegovega vidika, seveda z vidika gospodstva, je človek vedno problem. Če pa izhajamo iz same narave človeka, potem bi pa morali reči hvala Bogu. Če hočete upravljati z ljudmi, potem itak nikoli ne boste mogli upravljati, ker je zadeva enostavno nemogoča. Ne da se upravljati. Zato mora vsak upravljavec prej ali slej postati avtoritaren oziroma totalitaren. Ne more biti drugače. Ker stvari enostavno uhajajo iz rok. Potem morate še bolj in še bolj in še bolj in še. Zaradi težnja k upravljanju z ljudmi je po svoji naravi avtoritarna. Seveda, vprašanje je samo, kako boste to naredili. Z bolj ali manj represivnimi ukrepi. Z bolj ali manj sofisticiranimi. S takimi, da jih ljudje ne bodo, na primer, zlahka prepoznali. V časih, o katerih vi govorite, je bilo, ljudje so bili tako rekoč, so imeli celo vrsto izkušenj za seboj. V časih pred, recimo, takoj po koncu druge svetovne vojne, so ljudje imeli, tisti, ki so se rodili, recimo, tam nekje, na začetku stoletja, so bili takrat stari kakšnih 30-35 let, oni so imeli za sabo dve svetovne vojne, pa še eno veliko depresijo. Njihovo življenje je bilo tako rekoč v celoti nadoločeno ali s takim nasiljem ali pa z drugačnim, z ekonomskim nasiljem ali pa z čist vojaškim nasiljem. In narejenih bilo že veliko študij, kako se je oblikovala osebnost teh ljudi, ki so bili rojeni recimo okrog leta 1900, 1905, 1910 in so imeli po koncu druge svetovne vojne, ko so bili stari kakšnih 45 let, naprimer 40, 45, kaj takega, so bili v srednjih letih in so imeli za sabo dve vojni. Ena je trajala recimo 4 leta, ena pa 6. Vmes pa nezaposlenost, veliko depresijo in tako naprej. Kaj je to pomenilo za razvoj osebnosti? V tistem času so Adornovi sodelavci izvedli obsežno raziskavo o tem in napisali knjigo za slovo avtoritarna osebnost. Če torej izhajamo iz narave avtoritarnosti, bodi si avtoritarnosti posameznika, avtoritarnosti občestev, avtoritarnosti diskurzov, mi pač rečemo diskurzi gospodarja, gospodstveni diskurzi, potem je seveda vedno videti, da so ljudje problem, zato ker ne morete z njimi upravljati. Lotili ste se pač napačnega posla, ampak ljudje, ki se lotijo tega posla, imajo lahko celo iskrene namene. Jaz bi zelo priporočil, naprimer, ko govorijo o, ali pa razmišljajo recimo o Sovjetski zvezi, bivši Sovjetski zvezi, pa recimo o takih ljudeh, kot sta bila Tito ali pa Stalin. O tem bomo še govorili tukaj, na tem kraju. Ne? Tito ali Stalin, spet, ne? Če bi se ljudje lotili natančnega, brez predsodkovnega branja zgodovine,
pred kratkim je šla fenomenalna knjiga enega ameriškega zgodovinarja, ki je imel dostop do nekih arhivov, ki še pred leti niso bili odprti, recimo v Sovjetski zvezi, v zdajšnji Rusiji, napisal izjemno, ampak res izjemno študijo o Stalinu, o tako rekoč celotnem njegovem življenju. In če tega ne zmoremo, brez predsodkovnega branja zgodovine, pa seveda imamo težave. Če pa zmoremo, potem nam zelo veliko lahko pove razmišljanje, kaj je, na primer, Stalin, potem moram še eno knjigo napisati. Se zavezujem, da bom, če ne bom, in pozabil. Se pa zavezujem, pred kamero se zavezujem, da bom. Zgodba o Stalinu, pa tudi o Titu, se začne brez kakšnega pretiranja, so empirična dejstva, skoraj romantično. Sorazmerno srečno otroštvo. Stalin je med drugim pel, recimo, v zboru, ko je bil otrok. Stalin je potem v najstniških letih, kasneje, pač neke zadeve enostavno razumel, ki je dojel. On je zelo resno prebiral dela, recimo Marksova dela, zelo resno. Ne smemo prehitro plant in Stalin je bil, ne vem, žival, je bil monstrum. Lahko da je določeno obdobje bil, obstaja tudi obdobje, ko pa ni bil. In sam še to povem, da gremo nazaj k naši temi, če bi se spet lotili podobno, recimo, Titove poti in poskušali razmišljati, kako so razmišljali ljudje, ko so se znašli v vlogi tistih, ki so iz teh ali onih razlogov, to nas zdaj ne zanima, imeli možnost, da ustvarijo nekaj novega. Primer, Stalin, Sovjetsko zvezo, po revoluciji, Tito, vse druge se ne mora to sam človek narediti, Jugoslavijo, po drugi svetovni vojni. Kako se tega lotite? Kaj naredite? Kako razmišljate? In obstaja gora dokumentov o tem. In jih je dobro prebrati. Ali pa prebrati kakšne zgodovinarje, ki so jih prebrali na mesto, da bomo zdaj vsak po arhivih. Iz tega, kar ste vi rekli, izvira tudi druga možnost. Človek je tako zelo pomemben in tako zelo dober kot ustvarjalno, kreativno bitje. Ravno zaradi tega, kar smo tudi danes poudarjali, ker ga je razmišljanje privedlo do vseh velikih idej, od kateri smo danes omenili ene par. To so velike, univerzalne in večne ideje, ki jih je treba vedno znova premisliti. Ravno zaradi tega, ker se vsaka zadeva, ki se jo človek loti, lahko sfiži. Ne samo ena ali druga. Jaz vam do tukaj gor dosti razmišljanja, kako je komunizem propadel in tako naprej. A kapitalizmu gre pa bistveno bolj, ali kaj? Dajmo samo prešteti mrtve, za katere je odgovoren kapitalizem, pa preštejmo mrtve, za katere so odgovorni komunizmi. In tako je vidno. Pa vzemimo še katerekoli druge kriterije, ki jih hočete. Združene države Amerike so se 150 let nazaj, sužnja lastniška država, da se razumemo. Prosim. Sužnja lastniška. Ampak o tem, velika zmožnost človeškega bitja. In to je tisto, kar gre zagovarjati. Jasno, da je treba obsojati avtoritarnosti,
neumnosti, pobijanja, nasilje, jasno, vse to ni treba najbrž vedno znova poudarjati. Ampak to drugo je pa ravno treba vedno znova poudarjati, ker se zdi, s tem sem danes pravzaprav začel, da zelo hitro izgine v morju propagandnih, ideoloških praks ali pa celo avtoritarnih, o čemer sem večkrat prej začel govoriti, preden ste vi tole rekli. Kako hitro se zgubijo, recimo, razsvetljenske besede, razsvetljenski ideali, razsvetljenska razmišljanja, za katere so skrbeli posamezniki in nosili glavo na pladnju in marsikdo je tudi zgubil. Kako hitro se pozabi, če so ljudje sploh vedeli, kaj, na primer, omogoča psihoanaliza. Prvič v zgodovini nekdo izumi metodo pogovarjanja, ki je taka, da zmanjšuje trpljenje ljudi in hkrati združuje v sebi vse razsvetljenske ideale. V pogovarjanju s Freudom človeka, Freuda in pacienta zanima kaj? Ja, resnica. Resnica česa? Resnica pacientovega trpljenja. Jasno, da ga zanima resnica, kaj pa drugega? Zakaj pacient trpi? In tisti, ki sedaj brali Freudove tekste, veste, da zadnjih 10-15 let svojega življenja se Freud ukvarja z idejo, ki logično sledi iz te začetne ideje. In v tem je revolucionarni naboj psihoanalize. Freud ugotavlja, da trpljenje posameznika nikoli ni zgolj njegovo trpljenje, da je tudi družbeno trpljenje. Se ta posameznik živi v družbi, se ne živi na Luni. Da obstajajo družbeni mehanizmi, v določenem obdobju seveda so drugačni kot prej, zaradi katerih ne trpi samo ta posameznik, ampak trpijo številni. Ljudje v določenem času trpijo bolj ali manj na enak način, zato je logično, da danes ne hodijo v analizo take pacientke kot leta 1895. Sve je to logično, to ni zastarelo z psihoanalize. Ljudje so takrat živeli v drugačnih okoljih, kot živimo danes. In so trpeli na drugačne načine objektivno, ker je trpljenje posameznika naddoločeno, kot pravi Freud, z družbenimi procesi, z družbenimi mehanizmi. Danes ljudje mnogo bolj trpijo za, recimo, izgubo smisla, kot v Freudovem času. Zakaj? Zato, ker je življenje vse bolj likvid, kot bi rekel Zygmunt Bauman. Vse bolj se človek danes počuti neorientiranega v življenju. Danes so stvari mnogo bolj relativizirane, kot v Freudovem času. Mnogo manj jasno je, kaj je prav in kaj ni. Neprimerno večja je ponudba dobrin na trgu, naprimer, idej, ideoloških praks. Kaj početi, kako živeti in tako naprej. Obstaja množica ekonomskih, kulturnih, civilizacijskih mehanizmov, ki so danes drugačni kot v Freudovem času, zato tudi ljudje trpijo drugače. Imajo drugačne simptome, ki jih ta ista psihoanaliza zna misliti tako, kot je znala misliti simptome pred 100 leti. Zakaj? Ker zna pojasniti mehanizme, kako do simptomov sploh pride. Mehanizmi se ne spreminjajo, saj tudi danes gravitacija ni drugačna v času, kot je Newton živel. In tisto, kar se zelo hitro izgubi, je v naslovu današnjega predavanja in to je moč besede, ker danes obstajajo neprimerno bolj prefinjeni ideološki in gospostveni mehanizmi, kako obvladovati ljudi, da bodo dali mir, da ne bodo protestirali, da ne bodo mislili
Zato se danes ogromno ljudi namesto v proteste, upore in tako dalje, zateka k šarlatanom, k ljudem, za katere je vsaj za silo mogoče verjeti to, kar iznajde psihoanaliza, da so to taki ljudje, da jim bodo pomagali. Ljudje vsak dan, na vseh koncih iščejo kaj? To, kar predvideva psihoanaliza, razbremenitev. Iščejo načine, da bo njihovega trpljenja manj. Nažalost je šarlatanov, ki pač ponujajo svoje storitve, zelo veliko. Niso vsi šarlatani, jih je pa zelo veliko. Zakaj? Zato, ker se je, sami to dobro veste, v 20. stoletju, zlasti v drugi polovici ali pa zadnji tretjini, zadnji četrtini celo 20. stoletja, zgodilo nekaj, kar se danes zdi, da je samo po sebi umevno. Takrat pa ni bilo. 30 let, 40 let nazaj ni bilo samo umevno to, kar je danes, kar se nam dogaja zdaj tukaj. Namreč, da mednarodne korporacije, to sem že omenil, na tajnih sestankih sklepajo o čem? O tem, kako bomo mi živeli jutri po jutrišnjem ali pa naši otroci. Danes je tako rekoč samoumevno nekaj, kar je bilo eno generacijo nazaj, nezamisljivo. Naprimer, da bi ena korporacija tožila državo, češ da je sprejela neustrezno zakonodajo, ki preprečuje tej korporaciji, da bi imela več profitov, kot jih ima. Danes lahko ena tobačna tovarna toži, ne Slovenijo. Zdaj je majhna, Slovenijo z lahko tožiš. Danes tobačna korporacija lahko toži, na primer, Avstralijo. Češ, in to se je res zgodilo, da je zakonodaja, ki jo je sprejela, neustrezna, ker neupravičeno zmanjšuje, ker so dali, če ste to sledili, ker so dali razmišljali, da bi dali na te škatlice slike pljuč rakastega, in so plenili na državo. Kako si vi to dovolite? Mi bomo premalo cigaret, ki sicer ubijajo ljudi, prodali. Kako vi lahko sprejmete zakonodajo, ki bi zmanjšala število mrtvih? Pa se je to zgodilo. A se mi sploh predstavljamo, kaj to pomeni? Kakšna bizarnost je to? Da tožite državo, ki skuša zaščititi ljudi, da ne bodo umirali za rakom. O tem danes govorimo, za Boga. In zdi se, kot sem že parkrat poudaril, kot počte tako je. 2 dni nazaj je nekdo na televiziji in predstavnik te države na zelo jasno vprašanje, kako se on počuti ob tem, da tam neke korporacije sklepajo sporazume, da bodo države, kot je na primer Slovenija, nemočne. Proti tem sporazumom, ki jih bodo sprejeli, bo država nemočna. Država bo dolžna sprejemati zakonodajo, ki bo taka, da bo omogočala korporacijam, ko bodo prišli sem, mi zdaj prosimo vlagatelji, pridite, in ko bodo prišli, vsi so že, mimogrede, kaj ste slišali lahko danes priporočili? To je tisto, veste, zaradi česar je pa mene groza. 1 leto nazaj sem pisal neke kolumne o prodaji Agrokorja. Agrokorju, se pravi, Mercatorja Agrokorja. Ker takrat je bil to posel stoletja in so se rekli si, da bodo spoštovali žargon. Kaj ste danes slišali priporočili? Če ste, jaz sem pač njih odgal. Slišali smo, jojte, a veste, kaj se dogaja, joj mene, ta zlobni Agrokor umika zdelke slovenskih proizvajalcev z Mercatorjevih trgovin. Ja, kaj hudiča ste pa pričakovali? Saj Agrokor ni Rdeči križ. Ampak če ste to pred 1 letom rekli gnojnica,
depresivni, pesimisti spet se oglašajo. Kako kratek spomin imajo ljudje, 1 leto pozneje kukajo in stokajo in jokajo in vijejo roke, kako je ta Agrokor tako zloben, da dela to, kar je v njegovi naravi. Kaj dela? Ja, to, o čemer že ves čas govorimo. Zakaj pa Agrokor je na tem svetu in the first place? Ja, da zgradi čim več profita. Kdor tega ne ve, je pač z Lune. Na Luni mogoče to ne drži. Na tem planetu pa to drži že vsaj 350 let. Če si vlagatelj, vlagaš za to, da boš imel profit. Od koga? Ja, od delavcev. Ker samo delavci ustvarjajo vrednost. In zakaj bi potem dejal Mercatorjeve izdelke ali slovenskih proizvajalcev ali whatever na police? Zato, ker ti je vseeno, od koga so. Ker prenašajo premalo profita. Torej bomo dali gor tiste, ki ga prinašajo veliko. Tudi, če bi se zdaj oglasili tukaj Marsovci, bi Agrokor rekel, welcome, dobrodošli, a to prinaša profit, itak, gremo gor. That's the name of the game. To je vse. In nobeno sprenevedanje ne pomaga. In natanko v tej perspektivi je samo beseda tista in samo beseda, ki lahko kaj spremeni. Če sploh še lahko kaj spremeni. Če niso te korporacije že tako močne, ampak samo tako. Čeprav, a veste, leta 1600 je bila ena korporacija tako strahovito močna, da se vse korporacije, kar jih je danes, skrijejo proti njej. Pa vendar je trepetala pred posamezniki. Ja, seveda. Pred posamezniki je trepetala. Spinoza je bil reven kot crkvena miš. Pravzaprav ni znal razen brusati leče nič. Razen tega, da je znal misliti. Pa je ta korporacija trepetala pred njim. Zdaj, drugo je seveda, če se nam danes, naprimer, ne ljubi uporabljati besede, če se nam ne ljubi, če nočemo, če ne znamo, potem pa seveda je moč, torej beseda nemočna. To je pa logično. Ker beseda ima moč samo, če jo mi uporabljamo. Če jo ne uporabljamo, pa ne moč, jasno, ne? Uporabljamo je pa samo, če hočemo, oziroma hoteti bi a moram jaz nehati? Prosim. Jaz ste rekel, zakaj se ljudje napirajo. Če tako pogledamo danes, bomo po tega še ne priznali, ampak saj zahodna civilizacija živi v služnem resništvu. Kaj to pomeni? Ljudje, ki so zapufani, se ne opirajo, ker se živijo za svoje službe. To je čisto normalno. Sej jaz si ne postavljam tega vprašanja, zato ker ne bi vedel odgovora. Če ti je imamo, ne? Ja. To je kao pranastvo, ne? Sej. Jaz se strinjam s vami. Ja, se strinjam. Se popolnoma strinjam. Ampak to še ni konc zgodbe, ne? Ker če ok, mogoče tudi dobro, da še pojasnimo. Če bi bila realnost tako narejena, da bi jo, naprimer, pojasnjevala znanost, potem bi imeli kar določene težave. Znanost bi ugotovila to, kar ste vi zdaj rekli. Znanost je potrjeno, ljudje se ne opirajo zato. Fajn. Zdaj imamo odgovor na vprašanje, zakaj ljudje se ne opirajo. In potem kaj? Reč, ok, tako je. Ne, ni tako. Zakaj? Zato, ker je moč besede. Odkot? Pravzaprav se to dobro vprašanje. Ja, odkot moč besede? Se moramo še to vprašati. Zakaj ima beseda moč v končni fazi? Če nekdo govori o nečem, kar je res, saj Galilejo je govoril o tem, kar je res, saj ni govoril o tem, kar ni bilo res. Oziroma, če bi govoril o tem, kar ni res, saj ga še povohal ne bi nobeden.
Ker če nekdo govori neumnosti, je da je ti govori. Zakaj bi se vznemirjali, če nekdo... Zakaj se ljudje vznemirijo, ko nekdo govori? Zato, ker najverjetneje govori resnico. Ker drugače ni logike, da bi se človek vznemirjal ob tem. Nekdo reče, ti, veš kaj, jaz pa mislim, da je 3x30. Zaradi mene, prav. Zakaj bi se zdaj vznemirjal zaradi tega, če on trdi, da je 10? Zaradi mene lahko tudi 15, če hočeš. Se pravi, vznemirjenje reakcije zažgete nekoga na cvetnem trgu je gotovo, to ste lahko prepričani vnaprej, povezano z govorjenjem o resnici. Se pravi, tisto, kar daje besedi moč, je natanko njen odnos do resnice. In začeli smo danes, vsak možen diskurs, kakršnega koli gospodstva, ni važno kakšnega, za mene še tako pastoralne narave, še tako sofisticiran, me ne zanima, je v osnovi krhek oziroma ga beseda uničuje oziroma blokira. Vsak diskurs gospodstva uničuje beseda. Zakaj je moral Snowden na drug konc sveta in biti v tuji državi kot izgnanec in tako naprej? Vse nič naredil. Takega z vidika diskurza gospodstva je seveda naredil zelo veliko. Kaj je naredil? Dal je ljudem na razpolago to, kar jim itak pripada. Informacije, podatke o njih samih. To so zelo preproste zadeve. Pa vendar, če tako razmišljamo, vidimo, kako je danes na nek način še slabše, kot je bilo ob koncu srednjega veka. Da imamo sicer na razpolago neskončne, gigantske količine podatkov in informacij, ampak v glavnem samo zato, da se pustimo zaslepiti. Wow, kako so to pomembne informacije. Zanj, če nekdo na neki podelitvi, ne vem česa že, zdaj da je tako kot Oskarji, Viktorji, nekaj takega, ne bom več rekel, kdo je bil, če ste to gledali. Jaz sem sam 3 minute gledal, ker sem rekel, da vidim. To bedo Slovenije. Priseženo, 3 minute. Je ok. Ampak verjetno so ljudje gledali množično. Nekako je bilo dobro in kako je bilo fajn in gala predstave in nekdo so rekel, tukaj je izbrana vsa slovenska estrada in da smo vsi da pomembni smo tle. Vse jaz verjamem, da so, z določenega zornega kota gotov, da so. Se ni nič proti temu, se tudi ne zaviram in ne. Ampak forma, način, kako se tega lotevajo, je pa beden, zato ker je neposredno prilagojen spektakelski logiki nekega sistema, ki od tega živi. Ki od tega živi. In zdaj, če smo, ali pa če so ljudje, tudi to se lahko zgodi. Empirično, vsaj do določene mere se lahko. Če je veliko ljudi pripravljenih se s tem zadovoljiti, ker te zadeve so zelo privlačne. Potem seveda lahko lakonično ugotovi, mi se ne opiramo zato, ker imamo celo vrsto razlogov in vsega je konec. Vsega konec. Ampak resnica bo še vedno ostala neartikulirana. Ker ti spektakli, take prireditve ne artikulirajo resnice našega trenutka, naših življenj v tem času, v teh krajih zdaj. Ne artikulirajo. Resnice zaslepijo. In s tem smo, zdaj moram pa res nehati po moje, zdaj smo, jaz sem malo krok prinesel, zdaj smo pri tisti stari Platonovi ugotovitvi, ki jo itak pobral Sokrata. Ja, tako da se prav, se ne. Zakaj smo na tem svetu sploh ljudje? In Sokrat, Platonov odgovor je fenomenalen in še vedno drži kot pribito. Nič ni zastarel in nič ga ni povozil čas in načel zob časa ali pa kaj tako. Nič, tudi za kocino se ni spremenil, ker se ni mogel. Človek je na tem svetu natanko zato, da ga zanima resnica njegovega obstoja na tem svetu. Ampak Sokrat in Platon sta eksplicitna, sta zelo jasna. Na tem svetu je človek zato, ker ga mora to zanimati, ker to je njegov dolžnost. In zato ima tudi na razpolago vsa sredstva. Možgane, misli, ideje, koncepte in tako dalje. Platonu je to popolnoma jasno. Danes, 2400 let pozneje,
pa marsikomu ni jasno, čeprav se zdi, koliko je svet veliko bolj razvit kot takrat, ko je živel Platon. V enem smislu gotov, da je, ne? V enem pa se tudi za kocino ni premaknil nikamor. Za ta denar, ne, je to. Bom še razmislil, če bomo nehali za vse večne čase ali ne. Ker drug mesec itak moramo imeti, ne, ker je to že zapisano. Ne zlorabljati moči besede. Hvala. Danes je